Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes boste videli nekaj tako zanimivega. Eno leto nazaj je moja hčerka Anja naredila zanimiv poskus. O tem sem vam že govorila, kako je dr. Emoto z Japonske naredil zanimiv poskus, in sicer riž je namočil v vodo oziroma ga je prelil z vodo in prvi posodi z rižem je rekel: "Ljubim te, obožujem te." In ta riž je začel spreminjati strukturo oziroma voda je fermentirala. V glavnem postal je še bolj žlachten. No, potem drugi riž, mu je pa drugi posodi z rižem, je pa vsak dan rekel: "Sovražim te, ne maram te." In dejansko se je začela, mislim, da po enem mesecu, tukaj na vrh dogajati plesen, v glavnem riž je začel propadati. No, in tretja posoda jo je pa v osnovi ignoriral. In da bi videl, kaj se je zgodilo, v glavnem s tretjo posodo je bilo pa tako, ni bila ne tič ne miš, v glavnem dejstvo je, da ni bila pa tisto, da bi brstela. In s tem je potem razvil zanimivo strategijo oziroma teorijo, da s tem, da svojimi mislimi vplivamo na strukturo vode. In vplivamo na strukturo vode svojih otrok, se pravi, če jih zalivamo z ljubeznijo, s pohvalo, to dejansko njihova voda absorbira in se temu primerno tudi obnašajo. Po drugi strani razvil je teorijo in dokazal, da tudi voda, ker naše telo je pretežno sestavljeno iz vode, 70–80% našega telesa je vode, da dejansko tudi ta naša voda nas sliši. No, zdaj pa grem na naš domač preizkus. Tukaj vam pokažem, kaj je nastalo. To je voda po enem letu, kjer piše: "Hvala ti, cenim te, čudovita si, pametna si, popolna si, ljubim te, rada te imam, posebna si, čisto dovolj si, močna si, hvala, ker si. Ponosna sem nate, lepa si, čudovita si." In tukaj na vrh: "Cenim te, občudujem te, čudovita si, rada te imam." In na vrh je narisala moja hčerka še srček. Glejte, to je zdaj ta prva voda, ki je prav ponosna, da je voda. Ta kozarec je dejansko stal pri nas na balkonu celo leto. Brez da bi mu dajali kakršnokoli pozornost, tam je bil. In nihče se ni s tem niti ukvarjal. Ampak na kozarcu je pa pisalo ta svoje. In zdaj, kaj je zanimivo, zdaj pa poglejte naprej. To je prvi kozarec, zdaj pa to je pa drugi kozarec. Glejte to, za primerjavo, a vidite, kakšna voda, kakšna razlika. Ta je tisti, ki je pozabljen. Ta, ki je pozabljen, edina stvar, kjer piše na vrh, piše Garten krone. Se pravi, ena krona je, to je pa tudi vse. Ta pozabljen je slabše barve kot tale, ki je pohvaljen. A je to tako? Zdaj vam pa pokažem ta tretjega. Tega moramo vložiti takole, da ga boste videli. Ta, ki je pa zaničevan, poglejte to, kakšna razlika. Tukaj na vrh se je začela plesen nahajati, tukaj noter izgleda ta gosto, propada vse skupaj. Dejstvo je, da teh kozarcev nismo odpirali celo leto. No, zdaj vam pa pokažem ali pa preberem, kaj tukaj gor piše. Sovražim te. Jebi se, cipa, idiot, bedak, groza. Noben te ne mara, spaka, čudak, kretin, breme si mi, zguba, ubij se, sovražim te, idiot, baraba, lenoba, ogabnež, neumen riž, iz tebe ne bo nič. Vas že glava boli, ko tole poslušate. V glavnem, dejstvo je, da ta riž je zaničevan. In zdaj po enem letu vidite, da ta riž je začel dejansko plesneti. Zdaj pa pomislite. To je eno leto in ta voda je ves čas prisotna noter in to je po enem letu. Kaj se zgodi z ljudmi, ki ne eno leto poslušajo svoj monogovor, ki sam sebi govorijo: sovražim te,
grda si, ne maram te. Joj, kako si debela, s tebe ne bo nič. O, kakšna zguba sem, ne vem, kakšen štor sem. Pomislite, vaša voda vas sliši. Dejansko ta voda, ki je v vas noter, taki vi postajate, gnili. In to je dokazilo tudi, zakaj nastane zakisano telo. Zakisano telo, ko mi v sebi noter meljemo vse te negativne stavke, monogovor, oziroma tako kot rečejo, mislim, da je to zdravniški izraz, se mu reče rooming. Se pravi, potreba potem, da premlevamo negativne dogodke. No in zanimivo, komur manjka hormona sreče, ima večjo potrebo potem, da proizvaja ali pa ponavlja negativne misli, in po drugi strani, kdor manjkrat premleva negativne dogodke, ima večjo količino srečnega hormona. Zdaj pa kako iz tega ven? Ker če smo programirani na to, da so nas v mladosti govorili, ne vem, iz tebe ne bo nič, ne? To pomeni, da vaš telo vas sliši, vaša voda vas sliši, kako iz tega ven? Ja, zdravilna molitev dekodiranja je še vedno zakon. Ampak vam povem, da sem vsakič znova bolj navdušena nad tem, ker vidim, kako to deluje, ker vidim pri sebi, kako to deluje. Zdajle pregledujem te zadnje stavke, na koncu koncev iz te nove knjige, ki jo bom še v kratkem izdala. In sicer sem šla po vseh negativnih prepričanjih, ki vplivajo na avtoimuna obolenja. In vsa ta avtoimuna obolenja izvirajo iz tega: iz mene ne bo nič, strah me je, da ne bom nekoga osrečila, strah me je, da bom razočarala nekoga, če bom postavila meje, bom izgubila ljubezen, za ljubezen se moram potruditi, nisem vredna ljubezni in tako naprej. Kar jaz verjamem je to, da mi kot duša nosimo s sabo določene zapise in nekje sem prebrala, pa zdaj niti ne vem točno kje, ampak da je v glavnem 15 metrov okrog nas je ta energijsko polje naših programov, oziroma to, kar mi prinesemo s sabo kot duša. A si predstavljate, 15 metrov so tako kot energijske bombice. In te energijske bombice se v bistvu sprostijo, ko pridemo mogoče z nekom v stik, ki imamo nekaj nepredelanega, in je tako, kot bi se aktivirala. In skoči ven zapis. S čim ne primerjam? Z virusom na računalniku. Se zgodi, nekaj se poklopi skupaj in se tista mapa odpre in virus ven skoči. In dejstvo je, da vse te viruse, ki jih mi nosimo v svoji podzavesti, jih je potrebno počistiti. In zato je tako pomembna ta zdravilna molitev dekodiranja, ker z eno molitvijo počistimo eno težavo. Jaz zase vem, jaz sem jih imela, še zdajle sem, veste, kako je bilo zanimivo. V soboto sem še predelovala en odnos, in sicer je bilo tako, kot bi se kar od nekje, veste, kar ne moreš nehati premišljevati o določeni osebi. Pa veš, da imaš to osebo rad, ampak to je ena nova znanka. In enostavno je kar premlevala sem, pa na koncu koncev pa nekaj sva tudi se pogovarjali in sem sama v sebi se pritoževala, kaj pa ona ve v mojem življenju, se ona ni nikdar hodila v mojih čevljih in tako naprej. In to pomeni, da sem jaz imela z njo za predelati določene stvari, da se je v bistvu ta energijska bombica aktivirala. In zdaj, kako sem to počistila? Zdravilna molitev dekodiranja. Vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s tem odnosom. Ampak ta odnos mi je vzbujal občutek krivde. In to sploh ni iz tega življenja. To je iz enega drugega življenja, ko sem bila jaz spet v neki jezi, v nekem krču in se je to lepo zapakiralo na mojo dušno DNK. Problem rešen? Ja, ne, ni rešen, dokler ga res ne rešiš. Zdaj, za tiste, ki mogoče ne spremljate toliko pogosto tele videe, vam vseeno pokažem, to iz knjige Ko ima življenje žur, kako izgleda energijski zapis naše duše. To je dušna DNK in ta dušna DNK, dejansko jo mi prinesemo s sabo iz enega življenja v drugo življenje.
Takole to izgleda. Glejte, kako sem prišla do tega dušnega DNK-ja, dejansko je to roža življenja. Roža življenja je bila prvič narisana, ali pa so jo prvič našli v templju boginje Izis, in to, če gledamo, da je boginja Izis iz starega Egipta in da stari Egipt je, mislim, da sega 7000 let nazaj, ali pa že dalj, 7 do 10 tisoč let nazaj, ne vem držati za besedo zgodovinarji, 1000 let gor ali pa dol, ampak dejstvo je, da so to najstarejša svetišča in v teh svetiščih so našli rožo življenja. In roža življenja je dejansko energijski zapis, odtis naše duše. No, in kaj sem pol naredila? Galileo Galilej je prišel do tukaj, da je temu človeku pač stegnil roke in da je prišel do tega, da to pride v krog. Ampak jaz sem pa iskala zaporedje 12 čaker in dejansko sem dobila zaporedje 12 vijačnic, ampak ne čakre, ampak DNK duše. Veste, kako je izgledalo? O 1:30 sem obupala, ker nisem našla nisem našla 12 čaker, grem spat in zjutraj pogledam risbo in se rekla, dušna DNK. In dušna DNK, poglejte, mi imamo svojo mero s seboj, od popka navzgorje 1, 2, 3, 4, 5, 6. In točno od popka navzdol, takole 6-krat dol. In to je iz vzhodne kulture mudra za moč oziroma za povečevanje moči možganov, imenuje se mudra Hakini. In ko mi stisnemo roke v ta položaj in ko še vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta, pritisnemo na točko, ki je povezana z hipofizo in epifizo, in to sta pa dve žlezi v naših možganih, preko katerih poteka elektromagnetno polje. In to elektromagnetno polje, na sredini je pa hipotalamus, in ta hipotalamus je zvezan z hrbtenjačo. In dejansko, ko nastane elektromagnetno polje, gre signal na hipotalamus, v tej uradni medicini, ali znanstveniki rečejo os, hipotalamus, hipofiza, v glavnem pa nadledvični žlezi, gre po hrbtenjači sporočilo v nadledvični žlezi in preko nadledvične žleze dejansko gre vsako celico našega telesa nov program. Zdaj jaz upam, da vam nisem vse skupaj zakomplicirala, ampak želim vam razložiti, da to ni zdaj neka znanstvena fantastika, o čemer vam jaz govorim, ampak vam govorim dejstva, ki so že izmerjena, ki so že dokazana, ki v bistvu sploh inštitut HeartMath ne več na tem področju naredil, dr. Bruce Lipton, Joe Dispenza, na koncu so tukaj veliki zdravniki našega stoletja, ki dokazujejo vse to, da so to fizikalni zakoni, ki na koncu vplivajo na vsako celico našega telesa. Pojdimo pa zdaj še na pozitivno mišljenje, pa na tole lepo vodo. Hvala ti, cenim te, pameten si, popoln si, ljubim te, bravo, čudovita, boš, kako rada te imam in tako naprej. Poglejte, večkrat, ko si to rečete, bolj kristalni postajate. Večkrat, ko si rečejo, sami sebi rečete, posebna si, čudujem te, obožujem te, čudovita si, cenim te. In zdaj, ko vi to poslušate, se ne počutite dobre. Še eno stvar, veste, kaj vam priporočam? Če želite večkrat slišati to pozitivno, dajte si naročiti kristalni prehod v novo dobo, ker sem sporočila s kart prehod v novo dobo posnela ob zvokih kristalne lire na USB ključek. In dejstvo je, da to lahko poslušate v avtu ali pa med spanjem, kakorkoli, lejte, če zdaj potegnemo katerokoli sporočilo s kart prehod v novo dobo, boste videli, da bomo dobili neko dobro sporočilo. Če pogledamo, lahkotno grem s tokom življenja, lahkotno smo dobili 81 karta, da vidimo, imam izbiro,
Lahko se zapletam v drame življenja ali pa lahko preprosto rečem, tako pač je in se nasmehnem. Ne dovoljujem, da mi energijo kradejo ljudje, ki so polni strahu in zamer. To je njihova drama. Tudi ko me želijo potegniti v svojo zgodbo, sem mirna. Blagoslavljam jih z ljubeznijo in sebi dovoljujem, da grem lahkotno naprej. Moj svet je miren. Gremo še na eno sporočilo. In zdaj, ko si to večkrat ponovite, moj svet je miren, rada se imam, cenim se, spoštujem se. No, da vidimo, naslednje sporočilo, podpira me vse stvarstvo. Jaz sem ljubezen. No, lejte, tale iris smo dobili, v nebo vzeti mojstri. In to je molitev svetega Frančiška. Sveti Frančišek iz Asizija je bil po moje prvi človek, približno 1000 let nazaj, je živel, ki je proslavljal energijo življenja in ki je smatral, da mi ljudje in živali smo vsi božja bitja. In on se je zavzemal za življenje oziroma za neubijanje. In on dejansko ni ubil niti komarja, nikogar, ker je to odraz, vse je odraz Boga. Dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera, kjer je tema, naj bo svetloba, kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. In en slavni stavek Frančiška Asiškega, njegova molitev je bila: Gospod, naredi me za orodje svojega miru. In potem je naprej, kjer je obup, naj bo vera. V glavnem, in če se bo vsak izmed nas prizadeval, da postane orodje božjega miru, a na lep življenje postal s časoma, če se bomo začeli zavzemati, da bomo imeli vse noter mir in da bomo začeli ta svoj monogovor imeti lepe stavke do sebe, enostavno, ko si poln ljubezni, ne moreš druge zaničevati. Zato, ker lejte, kdo najbolj zaničuje druge ljudi? Ker pomislite, kdor je poln zaničevanja. Česar polno je srce, to usta govori. Pač tako je. Ljudje, ki najbolj obsojajo, zakaj obsojajo? Zato, ker so polni obsojanja do sebe. In zdaj mogoče vam res priporočam, dajte pogledati kakšen resničnostni šov, ker vidite reakcije ljudi. In sploh recimo zdaj tale sanjski moški, kako so nekatere punce zahrbtne. In to dejansko govori o njih samih, kako one razmišljajo. Kar imaš samo v srcu noter, pač to izražaš. In ko upravljaš druge, dejansko govoriš o sebi. Vedno govorimo, vse, kar govoriš o drugih, govori o tebi. Ne vem, če sem vam že povedala to zgodbo, mislim, da sem vam že, ampak na koncu koncev ni važno. Nekoč je starec sedel pod lipo in tam mimo so hodili ljudje po poti, ki je vodila v vas. Mislim, da sem vam že govorila. In prvi človek, ki je mimo prišel, reče: Poglej ga, lenuha, cel dan je v senci, pa nič ne dela. No, potem čez nekaj časa pride drug človek mimo pa reče: Poglej ga, babjaka, cel dan tukaj sedi, pa opazuje ženske, ki mimo hodijo, pa verjetno kakšno še obdela s potoma. In potem zvečer pride zgaran človek iz gozda, gozdar, pa reče: Poglej ga, garača, cel dan je delal in sedaj zasluženo počiva v senci. In zdaj ta zgodba dejansko govori o tem, da nič ne vemo o človeku, ki je sedel pred svojo hišo, ampak veliko pove o teh ljudeh. Vse, kar so govorili te trije ljudje, ne govori o drugih, ampak zgolj o njih samih. Prvi je bil lenuh, drugi babjak in ta tretji garač. No, in to je to. Vse, kar govorimo o drugih, govori o nas. Zdaj sicer ta tema je že za drug video, ampak vseeno, veste, mi v Sloveniji imamo posebne točke za čiščenje težke, temne, črne energije. In danes sem govorila z gospodom Jožetom Munihom in je rekel, da je izmeril eno točko oziroma
Ptujsko goro, točno Ptujsko goro je zmeril energijo in je rekel, da je to ena od najmočnejših točk za čiščenje. Tam je Črna Marija. Črno Marijo imamo tudi tukaj v Sloveniji, recimo na Tromostovju, pri Frančiškanih, pa Črna na Koroškem, pa v Trenti, pa še kje bi se najdla. V glavnem, in to so močne točke, ki so povezane prav s čiščenjem črnih energij. Ampak okej, o tem bomo govorili drug video. Zdaj samo tisti, ki ne morete iz tega ven, da bi prešaltali na to pozitivo, mogoče pa pejte k kakšni Črni Mariji, da vam pomaga pri tem, da se znebite črnih misli. In potem bo svet postal lepši, bolj svetav, enostavno, potem se začne drugače cveteti. Zato uživajte, imejte se radi in dovolite, da vas ima tudi življenje rado, kar oddajaš, to prejemaš. Življenje je en velik bumerang, vse dobimo naokrog. Uživajte in predvsem pošiljajte v svet samo ljubezen. Na ljubezen!